Beletrina v živo. Dober dan, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o knjigi japonske pisateljice Hiro Arikawa Maček gre na pot. Z mano je japonolog, prevajalec, kolega Domen Kavčič. Kavčič senpai, lepo pozdravljen. Živijo, hvala za povabilo. Torej za uvod se mi zdi pomembno, da se morda pogovoriva najprej o tem, čisto nasplošno, mačke v japonskem kulturnem, zgodovinskem prostoru. Pregledala sem nekaj literature in videla, da beležijo mačke, da so se nekako v kulturnem smislu, so postale prisotne tam nekih 1600 let nazaj, recimo temu začetek obdobja Heian. Takrat so se pojavile so se že prej, seveda, od vedno jih tretirajo kot prinašalke inteligence, dobrote, rodovitnosti, ker so ščitle riž pred mišmi, riž pa je na Japonskem bistven, to vsi vemo. Potem kasneje pa so imele tudi nek prav poseben status na dvoru. Zdaj danes, če pa hitro pogledamo Japonsko danes, pa vidimo, da so pa tudi zelo prisotne v pop kulturi. Poznamo Hello Kitty, ima neko električna ušeska, nosijo mladi, ki sporočajo neko čustveno stanje, imamo mačje kavarne. Kako si ti videl mačke na Japonskem v kulturnem smislu in kaj se je tebi najbolj vtisnilo v spomin? Če se lahko najprej mogoče navežem na to, kar si povedala, kako so mačke prišle na Japonsko, je bilo to prek kitajske celine. Prva omemba mačk v nekak japonskih zapisih sega v tam 8.-9. stoletje. V budističnih templjih so jih imeli najbrž tudi za ta namen, zaradi katerega so sploh mačke začele živeti skupaj z ljudmi, vemo iz Egipta. Tam so jih prvič udomačili, ravno kot to, kar si tudi povedala, kot varuhe, lovilke miši, v skednjih in tako naprej. Verjetno je bila med japonskim ljudstvom, se pravi, smo rekli 8.-9. stoletje, so bile razširjene kot neki pomočniki, ne pa to kot ljubljenci, medtem ko na dvoru so bile pa kot nek uvožena roba, če smem tako reči, s celine, kot vemo, da so praktično velike dele kulture japonske uvažali iz Kitajske, vključno s pisavo in tako naprej, z budizmom in kar je še kulturnih posebnosti. In tako so tudi mačke na japonskem dvoru, okrog leta 1000, to vemo že zdaj pa iz literature, bile nekakšen statusni simbol. Ne še toliko ljubljenčki, čeprav tudi v teh prvih, recimo slavnem romanu, ki je v slovenščino preveden kot Princ in dvorne gospe, Genji Monogatari oziroma pripoved o princu Genjiju. Tam že vidimo, kako človek opazuje te mačke kot, kako bi rekel, pripisuje jim neke lastnosti človeške, v bistvu, ali pa se čudi recimo nekim lastnostim mačk, ki bi lahko bile podobne človeškim, recimo sočutje ali pa neka ljubkost. Tako da vidimo, kar je za najin pogovor danes pomembno, da so že zelo dolgo, se pravi tisočletje in več, prisotne tudi v literaturi na Japonskem. Danes pa bi rekel, ne vem, kolikor opazujem japonsko kulturo, ali pa se opazujem svoje prijatelje, ki imajo recimo mačke, pse in kulturo tudi nasplošno, bi rekel, da ni neke take razlike v tretiranju mačk ali psov kot ljubljenčkov, se pravi mačke in psi so tako v Sloveniji kot na Japonskem med najbolj, oziroma
prvi 2 mesti zasedajo vedno. Ne? No, ampak jaz sem brala, pa, da kljub vsemu so mačke bolj priljubljene od psov na Japonskem, prav zaradi tega, ker bolj sovpadajo z njihovim življenjskim slogom. Torej, dolge ure v službi, dolge ure na fakultetah, v šoli. Mačke so bolj samostojne in zato nekoliko bolj pašejo v njihova življenja. No. Tudi prebrala sem, da se je število mačjih pokopališč povečalo v zadnjem času. A ne? Zna biti nekaj na tem, ja, pač mogoče psi rabijo le, bi rekel, pač nek več prostora za se zdivjati, ne, če tako rečem, recimo velika mesta, kot je Tokio, mogoče tega ne omogočajo toliko, ne. Tako da so mogoče iz tega vidika tudi mačke bolj priljubljene. Vidimo pa tudi, da so zadnje čase zelo priljubljene v japonski literaturi. Pa če te tukaj kar ostavim, preden greva v samo knjigo, dajva se še za trenutek ostaviti v mačkah v slovenskem prostoru. Čisto na kratko, so prisotne, vsi poznamo mačka Murija, ena izmed večjih, bomo rekli, javnih zapletov, rečemo temu tako, ko sta se Svetlana Makarovič pa Svetlana Slapšak skregali o mačkah. Prisotne so tako v poeziji, v literaturi. Mačke se celo bojda boljše prodajajo kot psi. Ja, zanimivo, da si omenila mačka Murija. Ravno zadnjič sem poslušal zelo zanimiv pogovor na radiju z Jelko Reichmann, ilustratorko mačka Murija. Maček Muri bo obeležil kar pol stoletja že v obliki knjige, slikanice, mislim, da bo to, 50 let naslednje leto, pa 40 let kot obliki, vzročni, glasbeni obliki. Gre za kar nek tak medgeneracijski fenomen, že bi lahko rekli na slovenskem, vsi ga poznajo od otrok do pač njihovih staršev, starih staršev. In v tem pogovoru so Jelko Reichmann vprašali, kako to, da je recimo mačka, tak lik, ki prodaja knjige boljš kot recimo pes. In gospa Reichmann ni imela nekega enoznačnega odgovora, je ugibala, da mačke mogoče človek vidi v mačkah neko dvojnost. Se pravi, po eni strani neko pač lepoto in eleganco, po drugi strani so pa nekako vseeno odmaknjeni od tega človeškega sveta, čeprav živimo skupaj, so vseeno nekoliko skrivnostne, misteriozne in nas intrigirajo, pač zanima nas, kako v bistvu delujejo mačke, kaj jih žene. Bi rekel, mogoče iz osebne izkušnje kot mačji človek, tako rekoč, da mogoče pri psu prej preberemo te znake, kdaj izraža veselje, kdaj žalost in tako naprej. Človeštvo se pa še vedno sprašuje, zakaj mačka prede, recimo. No, ampak zakaj mačka prede, zakaj Nana prede, pa zvemo v knjigi, zaradi kateri sva danes tu. Ti si naslov prevedel Maček gre na pot. Knjiga, ki z perspektive mačka, našega protagonista, našega mačjega protagonista Nane, pripoveduje zgodbo o prijateljstvu med mačkom in našim drugim protagonistom, Satorujem. On, lastnik, mačka več ne more imeti in se odpravita na pot do njegovih prijateljev, kdo ga bo lahko vzel k sebi. Zgodba je nekako vmesni prostor med tistim, kar zvemo od mačka in tistim, kar mi kot bralci začutimo od ljudi preko zgodbe, ki jo avtorica pelje naprej. Kako pa si ti bral zgodbo? Zdaj, za začetek samo omenim pač to, kar si že nakazala, neko to dvojno pripovedno strukturo, ki je značilna za ta roman. In sicer začne se s prvo osebno mačkovo pripovedjo, se pravi, maček je pripovedovalec te zgodbe. Gre pa še za drugi vidik, ki se stalno s tem mačkovim vidikom izmenjuje, in sicer tretja osebna pač pripoved
te recimo vsevedne pripovedovalke, avtorice. Ne? Če se vrnem najprej, rekla si mačko je ime Nana, ne? To je zelo pomenljivo ime, ki je na moje veselje tudi izraženo v grafični podobi te naše knjige. In sicer Nana pomeni po japonsko 7. In sicer zato, ker ima maček rep v obliki sedmice, se pravi zakrivljen, pač verjetno poškodovan nekoč. In me zelo veseli, no, da je pač tudi oblikovalka imela toliko posluha, ne, da je to vključila na naslovnico. Zdaj, če se še malo pomodim pri naslovnici, ne, oziroma pri tej naši grafični podobi tega mačka, tukaj sva za primerjavo natisnila iz japonske slikanice, ki je nastala po tem romanu. Tegale mačka opazimo določene razlike, ne, s to našo predstavo o tem mačku. Tukaj je bolj neka ljubkost izražena. Tukaj pa gre nekaj, mogoče kar pri Japoncih, in vemo, da pač ta kawaii termina, ne, neko ljubkost, ne, da je to zelo izraženo v japonski grafični likovni kulturi. Gre pa tukaj v nasprotno smer. Tukaj manjka, ja. Ja, in mogoče nam to že na nek način pove tudi ton, ki ga bo bral ta roman. In sicer, da, kot si že rekla, ne gre toliko mogoče za... Hočem reči, da gre mogoče bolj za nek odrasli, čeprav gre za mačka, ki govori, nek fantastični element, oziroma fantazijski, gre za dosti psihološko prepričljiv roman, ki nekako prepričljivo učinkuje kot realističen, čeprav vidimo, da pač, ker maček govori v tem romanu, da je fantazijski element močno prisoten. Tako, če se samo za trenutek ostaviva, si dal dobro iztočnico, o kateri bi rada tudi spregovorila, namreč roman je pogosto v javnosti, v medijih, zaznamovan z mogoče nekoliko derogativnim izrazom, da gre za roman lahkotnejše vrste. Tudi bil je, čisto preprosto rečeno, kar skomercializiran, gre za eno izmed knjig, ki so priplule z Japonske, torej ta val literature, ki govori o mačkah, in ki se zdaj napolno prevaja. Sploh te japonski bestsellerji, ki se mi zdi bestsellerji postanejo šele na zahodu. Ampak ta roman se mi zdi je več kot to in se mi zdi zmotno in krivično ga ukalupiti v nek žanrski roman, v nekaj preprostejšega, ker to ni. Roman ima neverjetno sposobnost pokazati bralcu, odpreti neke globine, pokazati neko vez med živaljo in človekom in pokazati to tankočutnost in minljivost življenja, ki ni patetična in ni melanholična. In to se mi zdi izjemno. Rekla si, da katera od takih knjig, kot se zdaj pač večinoma prevaja iz japonske literature, postane bestseller šele recimo temu v angleško govorečem svetu. Za to knjigo to ne velja. Avtorica Hiro Arikawa je bila popularna že kakšno desetletje prej, preden je šla ta knjiga. Ta knjiga je v originalu izšla leta 2012. Avtorica Hiro Arikawa je bila pa že prej zelo brana, avtorica v tej kategoriji tako imenovanih lahke beletristike, lahkega romana. Japonski termin za to je kar angleški light novel, za katerega je značilen nek poseben pač slog, zelo teži na dialogih, na nekem hitrem dogajanju, hkrati pa lahko sledljivi zgodbi, za pač tako, rečemo temu, pač lahko neobremenjeno hitro branje. Torej, avtorica je izšla iz te neke kategorije, vendar pa tukaj naredi
se mi zdi pač nek korak naprej tudi. Naletel sem v japonski kritiki na oznako avtorice, kot da je piska oziroma pisateljica naravi. Kar verjetno pomeni, verjetno hoče s tem povedati, da zelo prepričljivo ustvarja like, da so psihološko prepričljivi, da so realistični in tako naprej. Človeške naravi, ampak moram še enkrat poudariti tudi mačje naravi. Avtorica se izkaže kot zelo dobra opazovalka mačje narave. Na več mestih v knjigi tisti, ki imamo mačke ali pa ki smo mogoče ustvarjali neke globlje vezi z mačkami ali pa pač smo jih natančneje opazovali, ugotovimo, da drži, da smo vsi spoznali že kdaj tako mačko, ki je naredila prav kaj takega. Kar je tudi en poseben čar te knjige, ki pač jo spet mogoče ne zamejuje toliko na starost bralca. Tako da jaz mislim, da tukaj cilja ta knjiga na širše bralstvo. Ja, Medtem ko za lahki roman oziroma ta light novel je značilno pač ciljna skupina bralstva naj bi bila tam mladi odrasli, od 20 letih in tako naprej. Tako, ne, ta roman je zagotovo, mislim, stoji na trdnih nogah, na neki psihološki prepričljivosti, na slogu, na način, kako je napisan. Zdaj pa se za trenutek ostaviti še, pred časom sem omenil, da ti, ko si prevajal, si opazil, da je tudi slog pisateljice se spreminja. Torej, ko je Satoru mlajši v osnovni šoli, se njen slog razlikuje od tega, ko imamo Satoruja, ki je odrasel. A je bilo to zdaj namerno? Kako si ti čutil to prevajanje? In kako težko je bilo to pravzaprav prevesti? In sploh, ko si prvič bral, a si ti ob prvem branju že videl prav to v japonščini, to spremembo, a si mogel se večkrat vrniti in ustaviti? Ja, opazil sem recimo, se pravi, mogoče, če se vrnemo na strukturo, se pravi, roman se začne z mačkovo pripovedjo, ki se stalno izmenjuje z tretjeosebnim opisom mačkovega, vedno je prisoten mačko lastnika, Satoru. Skozi leta in skozi pač spoznavanje različnih prijateljev, druženja in tako naprej. Začne se z osnovnošolcem in konča se recimo pač, ko je odrasel v 30 letih in na koncu tudi z njegovo teto. In recimo, definitivno se začne bolj v okvirih tega light novela, ko opisuje recimo dogodiščenje teh dveh osnovnošolcev, kako rešujeta psa in tako naprej, kako najdeta mačko in tako naprej. Je zelo očiten ta poudarek na dialogu. In se je bilo v bistvu zelo težko je bilo najti nek udobno mesto kot prevajalca, da se počutiš pač ker ni težišče na nekih opisih, tok dogajanja je zelo hiter, dialogi so hitri, ta japonščina je zelo idiomatska, veliko frazemov, veliko temelji tudi na onomatopeji. Onomatopeja je značilnost pač neke japonščine, predvsem bolj pogovornega sloga. Tako da se je bilo zelo težko v nek udoben tok usesti in pač prevajati. Ko pa ta zgodba napreduje in tudi Satoru postaje starejši, pa mislim, da da pisateljica več poudarka na neko tudi introspekcijo, tudi opise notranjih stanj in tako, da ni toliko akcije, da ni toliko dialoga. Komu bi priporočila to knjigo? A samo mačeljubcem ali tudi komu, ki se ima bolj za pasji ljubca? Kaj misliš? Absolutno. Tudi v knjigi najdemo več opisov psov. Tudi pes je en pomemben lik v eni od zgodb oziroma poglavij te knjige.
Tako da ne bi rekel, da je napisana nujno iz stališča nekega mačeljubca. Ne. Ampak avtorica, če jo pogooglamo, ima mačka, seveda. Avtorica pa bi me čudila, ne, da bi tako natančno in tako zadela to mačjo naravo, če sama ne bi bila lastnica mačke. Ja. In ja, dejansko, če pogooglaš avtorico, pride ven slika pač z njeno mačko. Ja. Torej, knjigo priporočamo mačeljubcem, pasiljubcem in vsem ostalim in vas vabimo k branju. Domen, hvala lepa za pogovor. Hvala, Katja, za povabilo. Beletrina. V živo.